Poglejte, to vprašanje je seveda veliko bolj primerno, da naslovite na slovenske upravitelje. V tem primeru, verjetno je to kolega tukaj meni najbližji minister. Ker jaz sem na drugi strani te zgodbe. Mi v Evropskem parlamentu se borimo za to, da so sredstva, ki jih Evropska unija daje iz svojega proračuna, pri čemer je treba vendarle na začetku reči tudi, da je pomembno vedeti, da je evropski proračun težek 1% sredstev, ki so v proračunih evropskih držav, članic Evropske unije. To ni vreča brez dna. Tu so sredstva zelo omejena in zelo usmerjena. In v tem kontekstu ima seveda sredstva, ki gredo za regionalni razvoj, za kohezijske sklade, izpostavljena, tudi najbolj zanimiva pravzaprav. O njih se bomo danes tudi največ pogovarjali. In odgovornost za to, kako se ta sredstva črpajo, je seveda doma v vsaki državi. Učinkovitost, znanje, ki ga je treba za to vložiti. Jaz ne bi si upal trditi niti, da smo zelo uspešni, niti da nismo uspešni pri črpanju evropskih sredstev. Bolj vtis moj je, da pravzaprav smo uspešni in da smo med bolj uspešnimi v Evropski uniji. Tako da seveda ti ne moreš nikoli počrpati vsega, kar ti je na razpolago, ker je to odvisno od programov, ki jih pripravljaš in od tega tudi, kako programe pripraviš. Meni je recimo blizu ena ideja, da bi verjetno morali tudi razviti nekoliko več v Sloveniji nekega specializiranega znanja o tem, kako se sredstva, kako prideš do sredstva in kako izdelaš dober program. Velikokrat pademo na tem, da je v programih so pač neke stvari noter, ki padejo na rigoroznih pregledih in kriterijih v Evropski uniji. Tako da učinkovitost črpanja, zato smo odgovorni sami. Brez dvoma je tudi to znanje se povečalo, to bo tudi kolega na moji levi lahko povedal. Očitno je več znanja, tudi več sposobnosti pri pripravi projektov v Sloveniji, ampak dobro, mi bomo, glede na dejstvo, da bomo tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju proračunskem do leta 2021 neto prejemniki sredstev, bomo lahko dobili vendarle, mislim, da gre za 3,5 milijarde evrov sredstev, ki jih bomo lahko v Sloveniji vložili evropskih sredstev v naš razvoj. Sami bomo odgovorni v to, zakaj ta sredstva dajemo. In upam, da sem vse približno odgovoril na naše vprašanje. Če se vrnemo kar naprej, predvsem se skoncentriramo na samo Prlekijo. Minister, v Prlekiji je kmetijstvo glavna gospodarska panoga in tu so še ogromne priložnosti. Jih lahko v večinski meri podpremo prav sredstvi Evropske unije? Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, kot prvo najlepša hvala za vabilo, da sem lahko danes z vami. Če mi, spoštovana gospa Martina, dovolite, mogoče samo, da povem nakratko, kaj smo do sedaj naredili, da bo jasno, kaj bomo naredili naprej. Zdaj samo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je skrbnih 3 fondov. 2 fonda sta enostavno izkoristljiva, oziroma lažje izkoristljiva, tretji pa relativno teže. Prvi fond so tako imenovana neposredna plačila, ta bodo izkoriščena v celoti in tudi za naprej. Imamo relativno dosti denarja na razpolago, to je približno 950 milijonov v celoti evropskega denarja. To na letni ravni se bo gibalo med 134 do 139 milijonov evrov
In to je zdaj prvič, da bo lahko Slovenija vse, kaj bo svojim kmetom izplačala, neposredno tudi refundirala. Do sedaj namreč ni bilo tako, ker je bila potreba po sodeležu. Tukaj imamo eno odprto vprašanje in to je odprto vprašanje, ki je naslednje. Ob tem, da je ciljna politika maksimalno podpreti mlade kmete. Recimo za mlade kmete mi želimo imeti v naslednjem 7-letnem obdobju mladih kmetov. Da prekinem, gospa poslanka se nam je pridružila. Spoštovanje. Lahko naprej? Ja. Za mlade kmete bomo na letni ravni sedaj namenili približno 25 milijonov evrov. To v praksi pomeni, želimo, da imamo v 7-letnem obdobju 4000 novih mladih prevzemnikov. In tudi sedaj se dogovarjamo z kmetijsko svetovalno službo, da bo, če povem pa enostavno, vsakega mladega kmeta, ki ga bo država finančno zelo podprla, svetovalna služba ostala krepko ob strani z neposrednimi skrbniki, tako da bodo še lažje se razvijali naprej. Torej, ta steber bomo tudi dosti enostavno razvijali naprej. V tem trenutku pa moramo se odgovoriti še na eno vprašanje. In moj odgovor, sicer osebni ga že imam, se v tem trenutku posvetujemo z kmetijsko stroko in to je, ali kmetije, ki ne dosegajo povprečne evropske velikosti, torej 20 hektarjev, pa niso same krive za to. To je posledica naše zgodovine, pa tudi naše razdrobljenosti, ali te kmetije dodatno podprete. To ni vprašanje, ki si ga postavlja samo Slovenija, recimo to vprašanje kot zanimivost si ga postavlja tudi Bavarska in potem s tem tudi Nemčija. Nemčija se je že odločila. Kmetije, ki nimajo povprečne nemške velikosti, bomo dodatno podprli, ker morajo pa konkurirati z vsemi ostalimi kmetijami. In so zato namenili skoraj 7% vojnice. Drugi steber, ki je pomemben, to je steber program razvoja podeželja. Do sedaj je bila vrednost tega stebra 1,2 milijarde. Delež države je bil, oziroma Evropska unija je bil 78%, nova vrednost 2014-2020 je 1,1 milijarde, vrednost Evrope pa 75%. Tu so nekatere novosti. Ena novost je ta več denarja, bolj usmerjen denar za mlade kmete. Potem mogoče ena pomembna stvar, ki se moramo zavedati in bo vplivala tudi na Prlekijo, Pomurje in celo Slovenijo, je, da od tega denarja bo šlo približno 0,5 milijarde za tehnološke razpise in tehnološki razpisi morajo biti refundirani do leta 2018, prva polovica. Če povem še bolj enostavno, konec leta 2014 ali v začetku 2015 bo prišlo ven enormna količina razpisov v vrednosti 1/4 milijarde evrov, zato ker toliko denarja potrebujemo, da potem črpamo 50% do konca leta 2020. Tu je še nekaj potrebno povedati. Prlekija in Pomurje kot celoto, ker generalno spremljamo Pomurje, je do zakona o Pomurju je nekaj poprečno črpala 14% denarja razvojnega, ki je prišel preko programa razvoja podeželja, potem, ko je začel veljati zakon o Pomurju, ko dobivajo kmetije, kmetijska gospodarstva, ki živijo v tej regiji dodatne točke, se je črpanje povečalo čez 20%. Torej, ko imamo razpise, več kot 20% denarja pride v to regijo. Še ena novost je, ki je mogoče zlasti pomembna za župane, je, da v bodoči perspektivi bistveno več denarja smo dali gor na Lider. Če je sedaj bilo na Lidru približno 33 milijonov, in ob tem, da smo se dogovorili tudi z že odhajajočim ministrom Stepišnikom, nam je dal dodatne 20 milijonov, dogovorili smo se z ministrom za šolstvo gospodom Pikalom in nam je dal tudi nekaj milijonov in nova vrednost Lidra je 680 milijonov, torej skoraj 3-krat več. Zakaj je to nam pomembno? Ker izhajali smo iz tega, da regionalne pobude bolj vedo, kaj je potrebno, kot pa nekje iz države. Zdaj pa pridem na glavno, to pa je okolje. Pri okolju pa je država bila manj uspešna. Okoljska kohezija do tega trenutka je imela na razpolago evropskega denarja 545 milijonov, ko damo še slovenski sodel, je to denarja približno 640 in lansko leto je lanska vlada povsem pravilno ugotovila, da imamo težavo. Namreč od 545 milijonov okoljske kohezije je prišlo v Slovenijo samo slabih 100 milijonov. In bo vprašanje, kaj narediti sedaj. In je vlada takrat sprožila postopek dodatne pravice porabe, oni temu reče tudi overcommitment, za 180 milijonov vrednosti. Zgodilo se je sicer nekaj zanimivega, namesto 180 milijonov projektov je pa prišlo sedaj na vlado 500 milijonov projektov.
ki so ready to go in za vse niti ni zadost denarja v tej perspektivi. Pesimisti rečejo, za 300 milijonov evrov ni denarja, optimisti pa rečemo takole, imamo 300 milijonov projektov, ki jih lahko takoj zaženemo v novi perspektivi, ki se začne leta 2014. V tej perspektivi je bilo pa Pomurje ekstremno uspešno. Pridobilo je 3 pomembne projekte, eden od teh projektov je Trojček Pomurski vodovod, ker je investicijska vrednost skoraj 140 milijonov oziroma nekaj več. Pridobilo je denar za 2 velika kanalizacijska sistema, ker je skupna vrednost 40 milijonov, pa še pridobilo je pa še šlo je v investicijo v vrednosti skoraj 30 milijonov in to je center za odpadke drugi del. V naslednji perspektivi bo denarja manj. Dovolite pa, da končam na naslednji način. Kakor je gospod poslanec povedal, v bodoči perspektivi bo denarja več, ampak ga bo krati manj. Kar se tiče neposrednih plačil, bo približno enako. Kar se tiče programu razvoja podeželja za 100 milijonov manj, ne bo 1,2 milijarde, ampak 1,1 milijarde, ampak to se s pametnimi ukrepi da regulirati. Na koheziji bo pa denarja pomembno manj. Če je bilo do sedaj denarja na koheziji 4,2 milijarde evrov, mimogrede podpisani pogodbe skoraj že za 100%, nekaj čez 90%, refundiranega do tega trenutka pa nekaj čez 50%, je pa količina denarja, če jo gledamo v tekočih cenah, je 3,2 milijarde, če pa gledamo v normiranih na leto 2011, ker tako se pač gleda evropska politika, je pa realno tega denarja na razpolago 2 milijarde 900. Hvala. Priložnosti vendarle še vedno so na območju Prlekije, naj povemo, danes bomo to večkrat ponovili, se je število gospodarskih družb v zadnjih 10 letih stalno povečevalo. Gospod Šoster, gre to povečevanje iskati tudi v evropskih virih? Je tu še več priložnosti? Ja, to bi bila seveda špekulacija, če bi trdil, da so evropski viri potrebovali povečanje števila gospodarskih družb na našem območju. Gotovo, da tudi to je eden od faktorjev. Dejstvo pa je, da mi beležimo tukaj že 20-letni proces prestrukturiranja, ki gre ves čas v isti smeri. To je ustanavljanje novih malih enot drobnega gospodarstva, povečevanje tehnološke usposobljenosti in pa ciljanje na tuje trge. To je, lahko rečemo, 20-letni trend, ne samo 10-letni, kolikor pač intenzivno koristimo evropska sredstva. Analiza, kaj so pa ključni razlogi za takšne trende, ni narejena. To moramo priznati. Lahko špekuliramo, lahko rečemo, Prleki smo bili zmeraj iznajdljivi. Že v času Avstro-Ogrske smo pravzaprav veljali za eno gospodarsko bolj propulzivnih področij. In to se pravzaprav bistveno za to območje spremenilo takrat, ko kmetijstvo ni več imelo vodilne vloge v gospodarski strukturi. In takrat seveda se je pričel zaton tega območja, torej relativni zaton v smislu primerjalne razvitosti z drugimi okolji. Seveda zdaj v času podcenjene hrane, v času, ko pravzaprav nekako družba pričakuje, da bo vsak občan, vsak državljan dobil poceni hrano, in to nas dostikrat stane tudi te žrtve, da sami ne moremo prodati tega, kar pridelamo tukaj, ampak uvažamo česen iz Kitajske, papriko iz Makedonije in tako dalje, kljub temu, da tukaj izrastejo primerjalno boljši pridelki in lahko kupimo bolj sveže. Najprej lep pozdrav vsem vam v Prlekiji. Me zelo veseli, da imam to priložnost. Hvala za povabilo. In seveda me navdihuje tako Miklošič, kakor dr. Trstenjak. Skratka, se zavedam, da sem v okolju, kjer so doma veliki možje. Bili in verjetno, da tudi danes. Predvsem bi želela, glede na to, kar sem slišala, omeniti eno pomembno dejstvo. Denar na eni strani je in bomo več lahko rekli o njemu. Ampak to, kar mene zaskrbljuje v Sloveniji, posebej primerjalno z Evropo, je odnos in ljubezen ter spoštovanje do zemlje,
ki smo ga udali ali pa ga nismo predali mladi generaciji. To je zame ključno vprašanje. Torej, imeti in spoštovati zemljo, tako kot jo verjetno spoštujejo in vidim, da jo mnogo bolj spoštujejo v drugih državah, vedeti, da danes imeti stik s pridelavo hrane pomeni pravzaprav eno posebno priložnost, eno posebno poslanstvo, da to ne pomeni nekaj, kar je mogoče drugorazrednega. In če se tega zavedamo, in če se zavedamo, da je to tako pomembno tudi zato, da se bodo mladi vračali nazaj, da bodo prihajali iz centrov nazaj na podeželje, ki je enkratno v Sloveniji, in pri tem razvijali podjetniški duh. In v Angliji, recimo, imajo cela izobraževanja na temo, kako je pravzaprav vsak, ki se ukvarja s pridelavo hrane, tudi podjetnik. Kaj to pomeni, v kakšne smeri to razvija danes, ko imamo internet, ko je cel svet tako rekoč globalna vas. Globalna vas je, ampak z velikimi razlikami. Predvsem s takšnimi, ki kažejo na to, da je Slovenija eno čudovito zdravo okolje. Nekaj, kar daje lahko pogum vsem nam, da bomo zmogli premagati tudi to krizo. In glede finančne perspektive v bodoče, je 1000 milijard, kolikor je celotna finančna perspektiva, pomeni, da je to toliko denarja, da bi Slovenija 150 let lahko imela za celoten proračun denar, če bi bilo to vse od Slovenije. Da pa je naša slabost v tem, v črpanju obstoječih sredstev za nazaj. Minister je omenil, da je 50% jih bilo samo izrabljenih in povrnenih do danes. Torej 2 milijardi sredstev je še vedno ostalo neizkoriščenih iz evropskega proračuna. To pa ima seveda globje razloge, kajti, kot pravim, denar ni vse. Najprej se je treba med sabo izjemno povezati. In cela Evropa deluje na povezovanju regij in na povezovanju podjetij. Kajti samo povezani lažje vstopajo potem v te skupne finančne perspektive, ki jih imenujejo v Evropi celo skupna podjetja. To so skupne asociacije, iz katerih se črpa denar, ne samo za kmetijstvo, ampak tudi sicer za podjetništvo in za gospodarstvo. Pravilo je povsod enako. En sam ne zmore veliko, ampak je pomembno, da je to vedno v smislu povezave. In zato denarja je seveda na razpolago, ga je bilo in ga bo, ampak očitno smo mi sami sebi v oviro, da tega ne izkoristimo dovolj v celoti, in na drugi strani, da se premalo povezujemo, kar pa tudi izhaja iz tega našega razdvajanja, da se potem tudi pri vsebinsko pomembnih zadevah ne povežemo tako, kot bi seveda koristilo vsem nam, predvsem pa bodočim rodovom. No, k povezovanju, ki je verjetno izjemno pomembna tematika v Sloveniji, se bomo še vrnili. V tem trenutku bi želela izkoristiti ministra. Evropska sredstva so v tej krizi ostala skoraj da edina razvojna sredstva za infrastrukturne projekte. Se pa zastoji pojavljajo pri nas tudi na račun počasnega pridobivanja dovoljenj, zlasti okoljskih, posledično potem gradbenih dovoljenj. Bo na podlagi sedanjih izkušenj to področje v bodoče prineslo mogoče več fleksibilnosti, odzivno administracijo na področju služb vašega ministrstva? Zdaj to, kar ste dejansko upozorili, vi in spoštovana poslanka, je dejansko ena zanimivost Slovenije. Jaz sem se z njo spoznal komaj pred nekaj meseci, ker sem komaj sedaj poslal okoljski minister. Mi je pa bila zelo zanimiva prima predaja, ki sem jo tudi z mojim prijateljem, mojim predhodnikom, ministrom Bogovičem, imel pred nekaj meseci. On me je takrat tako povedal. Je rekel, Dejan, če misliš, da se boš dosti ukvarjal s kmetijstvom, se motiš. Jaz sem se moral vsaj 85% časa ukvarjati z velikimi težavami in izzivi na področju okolja in s tabo bo podobno. In dejansko je podobno. Kmetijski sektor ima neko svojo logiko, včasih mislimo, da je malo neroden in tako naprej, vem, da procesi tečejo in ne nazadnje, kar je potrebno povedati, po mnogo letih
upadanja je leto 2010 bilo v Sloveniji prelomno. Končno se je takrat zaustavil padec proizvodnje hrane, leta 2011 je celo bila rast tako v količinah, kakor tudi v rentabilnosti. 12 je bilo težko, zato ker smo imeli hudo sušo, kakor tudi recimo letos, vendar začelo se nekaj dogajati. In procesi tečejo dosti linearno, kar je možno, da se potem vsi temu prilagodijo. Pri okoljski infrastrukturi je pa v bistvu stanje takšno, nekaj časa nič, potem pa zobec. Potem pade dol, nekaj časa nič, potem pa zobec, kar strahovito oteži delo tako gradbenikom, načrtovalcem in tudi vsem ostalim, ki delajo v sektorju. Kar se tiče okolja, je dejansko dejstvo, kar je tudi splošno znano, da v Sloveniji okolje ne ščitimo na povsem pravi način. Imamo občutek, da če se dovoljenja izdajajo ne tako kot v konkurenčnih državah v 2 ali 3 tednih, da če dovoljenja izdajamo nekaj mesecev, celo nekaj let, da okolje ščitimo. To ne drži, ne. Okolje se ščiti na ta način, da zelo jasno povemo, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno, oziroma kaj je dovoljeno, če pride do nekih dodatnih ukrepov, torej pogojno dovoljeno. Mi smo na ministrstvu pregledali, zakaj smo ovira. Ministrstvo je ovira in smo ugotovili, da je ministrstvo obremenjeno na letni ravni z 17.000 odločitvami, ki jih ne zmore. Premalo uradništva za to vrstno odločanje in marsikatera odločitev je takšna, ki jo od nas ne zahteva ne evropski pravni red in tudi, ko vprašamo lastne strokovnjake v Sloveniji, zakaj so pa takšne odločitve potrebne, nam ne znajo razložiti, zakaj so se v zgodovini takšni predpisi pripravljali. In moram povedati, da smo na ministrstvu motivirali eno ekspertno skupino, torej notranjo skupino, prosili smo jih in jaz sem tudi prosil vlado, da mi omogoči, da nekaj mesecev me ne sprašujejo, zakaj so stvari tako počasne, in ta skupina je pripravila projekt, ki smo ga tudi vladi predstavili in ga vlada sprejela, bo pa to v obliki zakonov kot paket sprejeto v januarju, kako zmanjšati 17.000 zadev na minus 4.500. Torej nekatere stvari, ki niso potrebne, odstraniti, nekaj pa samo meje spremeniti. In to je potem pa takšna količina postopkov, ki pa ministrstvo sposobno upravljati v realnem času in tekoče in hitro. Tako da jaz verjamem, da ta paket bo v januarju sprejet na vladi. V marcu si želim, da bi bil soglasno sprejet v slovenskem parlamentu in potem bomo to področje normalizirali. Sliši se obetavno, upamo, da bo uradništvo tudi sledilo temu. Sedaj pa res prehajam nazaj na tematiko, ki jo je gospa Mazej Kukovič odprla, pa mogoče gospod Weigl. To povezovanje, ta fama v Sloveniji, je v drugih državah članicah to področje bolj konstruktivno. Se občine, regije bolj povezujejo v skupne projekte, s katerimi potem kandidirajo za evropska sredstva. Vi ste se dotaknili nekega vprašanja, ki je nam lahko poje ves čas tega našega pogovora. Vprašanje povezave, povezljivosti, funkcioniranja naše družbe kot take. Mislim, da je to je boleče vprašanje, pravzaprav, ki postavlja mejo vsem nekoliko bolj eksaktnim zadevam. Vi ste povezali celo koriščenje evropskih sredstev za tem, kako se znamo dogovarjati, a se sploh znamo dogovarjati in pogovarjati. V bistvu smo družba v hudih težavah, ko gre za to. Ne. Jaz sem imel priložnost, jaz sem preživel 25 let svojega življenja v zahodnih, razvitih, demokratičnih državah. Poklic me pač peljal od Skandinavije do Amerike, do Avstrije, Nemčije, kjer sem živel. In seveda značilnost teh družb je, da se povezujejo ljudje in to ne umetno, ne, ampak spontano. Ne. Ta kohezivnost družb je nekaj samo po sebi omevnega. Inspirirajo politični sistem, zavezanost, patriotizem, zavezanost svoji državi. Ne, če gledate priložnosti, kot so državni prazniki ali pa neke prireditve, ne, tam ljudje izpričajo, kaj čutijo do svoje države, ampak povejo tudi, kaj čutijo do drugih ljudi, ki stojijo okoli njih. Ne, združijo se v nečem lepem. Ne. Najbrž je tudi v tem fascinacija cerkve, ne, in pripadnost veri.
da se približaš ljudem, ki čutijo podobno kot ti. Ne? Ampak tudi civilna družba mora razvijati to pripadnost in to simpatijo, to tolerantnost do drugih. Iz tega raste uspeh.